tokratni razstavi v Mestni galeriji Nova Gorica razstavljata svoje dela Beti Bricelj in Sandi Renko. Naslov razstave Geodialogi je pravzaprav tvorjenka, in sicer po eni strani so to dialogi, mišljeni so razgovori, izmenjava mnenj med umetnikoma, pa tudi del s prostorom, pa dela med sabo in z gledalcem. Geo pa lahko gledamo na to predpono iz dveh stališč, in sicer prva asociacija Zemlja, ki jo lahko navežemo na prizemljenost, racionalnost, kar je značilnost ustvarjanja geometrične abstrakcije. Druga razlaga je vezana na geometrijo, ki je področje matematike, in geometrijski elementi so praktično motiv geometrijske abstrakcije. Ustvarjanje Beti Bricelj in Sandija Renka lahko nekako razdelimo na dve glavni področji. Eno je raziskovanje štirikotnih ploskev, ki jih postavljata v prostor. To je bolj značilno za Beti Bricelj. Drugo področje pa je kocka, s katero se bolj ukvarja Sandi Renko. Namen obeh umetnikov je, da čim bolj angažirata gledalca, da si slike ogleduje od blizu in daleč in z vseh strani, pri tem pa, da razpozna in doživi učinek, ki sta ga umetnika pripravila in načrtovala. Tukaj so lahko kinetični učinki, kjer se gledalec ima občutek, da se slika oziroma elementi na sliki premikajo, ali optični učinki, to je tvorjenje navideznega prostora, različne velikosti in denimo pri Beti Bricelj tudi iluzija pravilnosti neke oblike. Dela Beti Bricelj si lahko pogledamo od blizu. Pri sestavljenih slikah najprej vidimo ploskve, ki so vzporedno postavljene in formirajo navidezen prostor. Če se oddaljimo od slik, potem gledalec vidi, da se ploskve širijo, ožijo, daljšajo ali krajšajo, da se slike na sliko nekoliko spreminja pozicija teh ploskev. Včasih tudi imamo občutek, da se nekako spreminjajo v nekem ritmu, mogoče tudi okoli navidezne točke. Če si pa kompozicijo Beti Bricelj ogledamo od daleč, potem gledalec lahko vidi oziroma vidimo, da se pojavljajo nekaka temnejša in svetlejša področja in morda lahko prepoznamo tudi navidezen cikcakasti vzorec. Pri svojem delu Beti Bricelj včasih izhaja iz ene slike. To sliko pretvarja v prostorski model, ki ga nato ponovno pretvori v ploskovno sliko. Taka so dela iz serije Flat Cube. Na teh slikah gledalec prepozna oglate ploskve, ki so pobarvane različnih tonov istih osnovnih barv. Umetnica želi, da slike delujejo kot enako velike, med njimi se ustvarja navidezen prostor, in ko jih pa gledalec podrobno opazuje, ugotovi, da umetnica izzove iluzijo, da je kocka pravilne oblike. Beti Bricelj želi, da gledalec kocke doživi kot enako velike, vendar različno oddaljene v navideznem prostoru. Zato poleg razporeditve se poslužuje tudi različne velikosti platen, ki prispevajo k učinku različne oddaljenosti med kockami. Oba umetnika sta razstavo pripravila kot
nekako prostorsko postavitev in dialog njunih del s prostorom. Tako je Beti Bricelj razstavila črno-belo kompozicijo, ki je sestavljena iz pravokotnih sličic in se na njeni celotni dolžini pravzaprav prilagodi in prevzame krožno obliko prostora. Modra kompozicija, ki je na ravni steni, sestavlja kvadratne slike in je kompozicija kvadratne oblike. Te kvadratne slike so sestavljene iz ploskev, ki so obarvane v različne odtenke modre. Tretja kompozicija so dela iz serije Flat Cube. To so kocke oziroma iluzije kock, ki so v galerijski prostor postavljene na način, da delujejo kot da med sabo tvorijo navidezen prostor. Gledalec pa ima občutek, da te kocke lahko letijo, lebdijo ali padajo. Na podoben način kot Beti Bricelj, vendar nekoliko drugače, ima Sandi Renko izhodišče v tridimenzionalnem objektu, na katerega gleda iz treh različnih smeri. Te tri poglede upodobi na valoviti podlagi in sicer hkrati na eni sliki. Gledalec, ki se pred sliko premika, doživi premikanje, prehajanje teh treh podob ene v drugo, pojavi se kinetični učinek in optični učinek prostora, predmet pa doživi kot hologramski objekt, ki se v tem prostoru premika. Za to prostorsko postavitev je pripravil serijo novih slik. Za navdih mu je bil krožni prostor in stebri galerije. Nastala je serija vzvalovanih slik, ki deluje kot leteče preproge. Imamo občutek, da se ovijajo okoli stebrov, letijo vzdolž zidov, lebdijo in pristajajo na tleh. Pri tem ohranjajo vse značilnosti Renkovih del, se pravi, na valoviti lepenki so upodobljene trije pogledi na posamezen motiv. Ta serija slik je barvno navezana na dela iz serije Flat Cube od Beti Bricelj. Hkrati pa ohranja tudi te Renkove značilnosti, motiva, in sicer prepoznamo lahko ploskve, ki so postavljene v prostor, ter trakove kvadratov, ki tvorijo dele kock. Te so pa lahko ostrih robov ali zabrisanih, kar je tudi Renkova značilnost, kjer ostre linije geometrije spreminja v mehkejše, kjer ravno površino vzvalovi, hkrati pa je v svoje delo vključil tudi nadzorovano napako, pri kateri se črta ne ustavi na robu ploskve, ampak se zaustavi prej ali gre čez njo, tako da liki, ki jih upodablja na ta način, postanejo zabrisani in bolj organski. Oba umetnika poskušata vplivati tudi na čustva gledalca, zato se poslužujeta barve. In sicer Beti Bricelj, ki je v svojem ustvarjanju bolj stroga, uporablja osnovne barve različnih odtenkov. Te barve na gledalca delujejo tako, da ga razvedrijo, in mogoče zaradi tega gledalec bolj dovzeten za ugotavljanje in prepoznavanje iluzionističnih elementov na denimo kockah. Sandi Renko svoje raziskovanje s pomočjo barve usmerja ravno tako na področje čustev. Njegovi nežni prehodi barv preko asociacij spomnijo gledalca na nek poznan motiv.
Gledalec se mogoče lahko spomni tudi čustev, ki jih je v preteklosti doživel.